Mislim, Dan, tukaj imamo pogovore, ki se nadaljujejo, vsaj po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa. A medtem so zalivske države pod napadom. Iranu je uspelo zadržati Izrael, da ne bi napadel svojega zaveznika v Bejrutu. Hormuška ožina je še vedno večinoma zaprta zaradi te blokade. Kako dolgo lahko ti pogovori še trajajo, če je to še vedno trenutna situacija? No, jasno je, da je to nestabilno in v naravi nestabilnih situacij je, da sčasoma dosežejo vrelišče in se nekaj zgodi. Prav tako narava ne prenese nelogičnosti in na koncu bo absurdna situacija naletela na kakšen dogodek črnega laboda, ki bo vse spremenil. Kaj bi to lahko bilo? Po dovolj dolgem času, kot pravi Marco Rubio, ko bo Iran dovolj dolgo trpel gospodarsko zaradi nadaljevanja blokade, se bodo morda tam zgodile politične spremembe. Toda to odraža temeljno, zelo globoko in zelo potrjujočo strateško realnost. Dejstvo, da sta Združene države in Izrael začeli to vojno brez usklajenega načrta za neizogibno zaprtje Hormuške ožine, je naravnost osupljivo. In zame je to ena največjih strateških napak v sodobni vojaški zgodovini. Mislim, Napoleonov pohod na Rusijo pozimi je bil problematičen, napad na Irak pod lažnimi pretvezami pa je bilo težko zagovarjati. Ampak tukaj smo imeli primer, kjer je CENTCOM vedel, da se bo to zgodilo in so to, veste, desetletja preigravali v vojnih simulacijah. Predvideval sem, ko sem v zgodnjih fazah podpiral vojno, da obstaja načrt in da so bili zelo prepričani, da bo režim padel v nekaj dneh ali tednih, ter da so nekaj dogovorili z IRGC, vojsko ali Kurdi. In vemo, da so to poskušali. Ali da je obstajal načrt, da bi morda prevzeli nadzor nad ozemljem ob Hormuški ožini, ne nad celotnim Iranom, ampak nad tem ozemljem, ali pa da bi uničili vse njihove raketne izstrelitvene naprave, kar bi bilo zelo težko, prav tako kot uničiti vse njihove brezpilotnike. Ampak ni bilo ničesar, očitno ničesar. In ZDA so v to krenile, ne da bi imele podporo zahodnega zavezništva. Če bi to morali storiti, bi morali to storiti vsaj tako, da bi bil NATO pripravljen uporabiti vso svojo moč proti Iranu in zagotoviti, da bi Kitajska vsaj ostala nevtralna, če že nekaj več. Nič od tega se ni zgodilo. Torej, trenutno, če predpostavljamo, da ZDA ne želijo znova začeti z oboroženimi spopadi, najmanj slaba možnost, ki jo vidim, ni le nadaljevanje blokade, ampak njena okrepitev do popolne blokade in embarga iz vseh smeri, morja, kopnega in zraka, podprtega z zahodnimi silami. Mislim, vsi morajo biti na isti strani, ker gre res za to, da je Iran proti celotnemu preostanku sveta in tako tudi mora biti. In mislim tudi Kitajska, razumem, da Kitajska uvaža del svoje nafte iz Irana in to predstavlja večino iranskega izvoza nafte. Ampak ni odvisno od tega in ne želi, da bi to trajalo dolgo. In edini način, da IRGC razume, da nima strateške, asimetrične strateške prednosti, za katero mislijo, da jo imajo, je, da se zbere popolnoma odločno. Mednarodna zveza. In zato bi se moral Trump se prikupiti Evropejcem. Moral bi narediti nekaj, česar morda še nikoli ni storil v življenju. To je, da bi se opravičil za grožnjo Danski, članici NATO, z invazijo na Grenlandijo in tako naprej in tako naprej. To bo zahtevalo nekaj, česar je trenutno v ZDA zelo malo. In to je diplomatska spretnost. No, vsekakor pa medtem še naprej vidimo, da so v regiji ameriške sile, ne pa ta mednarodna zveza, o kateri govorite. Niti približno. Jonathan, ko gre za ameriške sile, ki so tukaj, CENTCOM pravi, da je sestrelil nekaj teh iranskih izstreljenih proti zalivskim državam. Verjetno bomo videli še več iranskih povračilnih ukrepov proti tem zalivskim državam. Kako dolgo bodo morale ameriške sile ostati v regiji, da bodo ne le zaščitile svoje zavezništva v zalivu, ampak tudi lastne baze, ki so tukaj? Mislim, da bo tukaj še kar nekaj časa, dolgo obdobje, ker kot ste omenili, če ne želite dati Iranu občutka, da zmaguje, kar Iranci že imajo, saj menijo, da imajo prednost. Ali je to res ali ne, je stvar interpretacije. Vsaka stran ima svojo razlago. Ampak, če bi ameriške sile v tem trenutku, ko Iran še ni popustil vsemu, kar bi si ZDA želele, ko Iran odgovori na vse, napade zalivske države in čez noč povzroči kaos v Kuvajtu,
Če nočemo, da bi Iran imel občutek, da resnično zmaguje, potem morate svoje sile tukaj obdržati kot odvračilno silo še kar nekaj časa. Ali je to nekaj, kar je predsednik Trump želel narediti, ko je pred nekaj meseci poslal sile in začel vojno? Nisem prepričan, ampak tako pač je. Še v tem trenutku, po vsem, kar se je zgodilo, umaknete svoje sile nazaj v Združene države ali na kakšno drugo območje, s tem Irancem sporočate, v redu, dosegli ste svoje. Mislim, da predsednik tega ne bi želel storiti. Mimogrede, še ena napaka, ki je bila storjena, je ta, da to ni bilo sporočeno ameriškemu narodu ali svetu. Mislim, če bi bil načrt dolgoročna blokada ali dolgoročna prisotnost teh sil, bi to vplivalo na svetovno gospodarstvo. In to je še en razlog, da se sestavi mednarodna koalicija, da se svetu pojasni, zakaj je to potrebno. In da prihaja obdobje bolečine, ki je kot, veste, kot zdravljenje raka. In nič od tega ni bilo storjeno. Vojna je bila, takoj ko se je začela, nepriljubljena, ker ni bila pojasnjena in ker je žal ta zelo pravična vojna proti sovražniku, ki je resnično diaboličen in mora izginiti iz obličja zemlje. Jo promovirata dva izmed najbolj problematičnih voditeljev, ki trenutno vodita demokratično državo, če ne celo dva daleč najbolj problematična.